Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Oče, hvala ti za tvojo besedo danes in verjamem, da bodo nekateri danes zares slišali nekaj, kar bo za njih točka spreobrnjenja. Tako se ti zahvaljujem za Božjo besedo, pomagaj mi, da jo bom podajala natanko tako, kot ti hočeš, in pomagaj vsaki osebi, da bo osredotočena in bo slišala točno to, kar potrebuje, v Jezusovem imenu. Amen. Rada bi, da odprete svoje svetopismo pri preuku Izaijo 61. Najprej naj vam povem, da vas Jezus lahko zdravi povsod, kjer ste ranjeni. Vse povsod, kjerkoli, če ste ranjeni na duhovnem področju, na umskem področju, na čustvenem področju, na finančnem področju ali pa v osebnih odnosih. Hočem, da se oklenete naslednje stvari, ki vam jo bom povedala. Nobenega področja v vašem življenju ni, za katerega Bog ne bi skrbel. Nič takšnega ni v vašem življenju, česar ne bi mogli prinesti pred Boga in ga prositi, naj vam pri tem pomaga. Mislim, da je to veliko odkritje, ki ga verjetno kristjani po vsem svetu potrebujejo, da to slišijo. Kot vernica sem zapravila mnogo let svojega življenja in nisem niti vedela, ter sem zavestno mislila, nisem si mislila, da bi se namreč Bog lahko zanimal še za kakšno drugo področje mojega življenja, kot je duhovno področje, da mi odpusti grehe in mi pomaga priti v nebesa. Najprej niti nisem vedela, da je moj problem duševne narave. Mislila sem, da so vsi drugi krivi za probleme. Nisem vedela, da je bilo moje mišljenje problem. Zares nisem vedela, da imam čustvene težave. Vedela sem, da me z lahkoto razdražijo in da se veliko jezim. Veste, da nisem zares vedela, da sem v sebi negotova. Mnoge stvari sem nadzorovala in manipulirala, da bi preživela. Ko smo v sebi zares zmedeni, najdemo način, da bi to prikrili. Nadenemo si maske in najdemo za to izgovore in lahko preprosto prepričamo sebe, da vsakdo drug ima problem. Namreč, če bi se oni spremenili, bi bilo vse prav. Da? Ne? Mogoče? Dajte, no. Nekoliko sem že utrujena danes, zato mi morate malo pomagati. Amen. Sedaj želim, da bi se zavedali dejstva, da Bog želi ozdraviti vse, kar je v vas ranjenega. Ko sem sama začela razumevati ta citat, ki sem ga pripravila za vas iz preroka Izaija, je to zares spremenilo moje življenje. Torej prva vrstica. Duh Gospoda Boga je nad menoj, ker me je Gospod mazilil, me usposobil, da oznanjam blagovest ubogim, pohlevnim in trpečim. Poslal me je, da povežem strte v srcu. Verjamem, da je svet poln ljudi s strtim srcem. Kaj naj bi to zares pomenilo? Če smo bolj praktični, se mi zdi, da so zlomljene osebnosti tisti, ki imajo zlomljeno srce. Pomeni, da ne funkcioniramo na način, kot bi Bog hotel, da delujemo. Ne delujemo na naš najboljši možni način. Moj osebni odnos do ljudi danes in še z vsemi ljudmi, še posebej pa do mojega moža Davida, je tako čudovito drugačen od tistega načina, ki sem ga imela pred kakšnimi 40 leti, ko sva se poročila. Odkrito povedano, ko gledam nazaj, ne vem, kako me on sploh lahko prenašal in ostal z mano. In še nekaj, Bog mu je naklonil milost, ker je Bog poznal moje srce. Dobra stvar je ta, da Bog ne vidi samo, kje smo, ampak on vidi tudi, kje bomo, če bomo z njim želeli sodelovati. Amen. Nekaj vam povem mimogrede. Včasih vas bo Bog dodelil osebi z zlomljenim srcem. Vem, da si mi vsi želimo osebe, ki je trdna, izdelana, odlična, tako da lahko ona nas osreči. Vendar vam iskreno povem, da molimo za to, da bi nas Bog uporabil. To, kar vam bom sedaj povedala, je popolna resnica.
Ko sva se z Davidom srečala, sem bila stara 23 let, on pa 26. Predtem sem bila že 5 let poročena, v slabem zakonu in ločena. Prvi mož me je zlorabljal, potem ko so me zlorabljali že vse življenje. Imela sem enega sina, ki sem mu zelo zanimivo dala ime David. In zanimivo je dejstvo, da je moj bodoči mož David prišel v hišo mojih staršev, da bi se dobil s sodelavcem. Jaz pa sem umivala avto. Na sebi sem imela kratke hlače in tisto veliko sračje gnezdo na glavi. In David je v tistem času molil, da bi dobil ženo. Rekel je Bogu, želim se poročiti, pripravljen sem, da se poročim. On je zagotovo človek, ki veruje, da je vera brez del mrtva. Hodil je na zmenke s 3 različnimi ženskami takrat. Torej ni bil pasiven, da bi se mu posedal naokrog. On je sledil svojim prošnjam. Rekel je, da je vedel, da nobena izmed teh 3 deklet ni bila prava. Torej, ko me je zagledal, mi je rekel, hej, ko boš končala s čiščenjem svojega avta, daj, hočeš očistiti še mojega? No, veste, nisem zaupala moškim in sem bila do njih pikra in nesramna. Obrnila sem se in rekla, če hočeš, da bo tvoj avto čisti, ga kar sam očisti. In v njegovi notranjosti se mu je porodil odgovor, to je pravo dekle zame. Mogoče je takrat imel duševne motnje, ne vem. Vendar stvar je takšna. Ko je začel moliti za svojo bodočo ženo, je rekel, poslušajte sedaj, rekel je, Bog naj bo nekdo, ki potrebuje pomoč. Odkrito povedano, koliko ljudi pa bi sploh imelo pogum, da bi molilo takšno molitev? Ali je kdo tukaj, ki je kdaj molil, Bog, želim se poročiti, torej tako, da bo nekdo, ki je ves zmeden, da mu bom lahko pomagal? To stvar si moramo zapomniti. Veliko ljudi je tam zunaj, ki potrebujejo pomoč. In jaz sem bila tisti nekdo. Zavedala sem se Boga od rane mladosti in sem si tako zelo želela, da bi služila Bogu. Res sem želela prav živeti, imela sem dobro srce. Vendar sem imela zlomljeno osebnost. Zlomljena sem bila v svoji notranjosti. Nisem potrebovala nekoga, ki bi mi le govoril o Jezusu. To so že storili prej. Potrebovala sem nekoga, ki bi mi pokazal Jezusa. Dajte no, poslušajte. Mogoče vas je Bog postavil ob bok osebi, ki ima zlomljeno srce. Osebi, ki je nekoliko zmedena, s katero ni tako enostavno biti, vendar je mogoče med vami neka iskrica. To je namreč nekaj, kar je vredno ohraniti. Mogoče Bog hoče, da ste vi tam. Mislim, da je čudovita duhovna služba, ki se imenuje biti tam. Ali ste me slišali? Včasih nam ni potrebno nekomu nekaj pridigati, to je lahko najslabša stvar. Mi to potrebujemo le, da smo kot kristjani in da smo tam in da nismo religiozni farizeji. To je razlika. Dajte no, ljudje. Vendar bodite resnični kristjani neprestano. Nekdo bo rekel, no mogoče je drugačen način življenja od tega, ki ga živim jaz. Vidite, bila sem tako zmedena, da nisem niti vedela, kaj je to mir. Nisem vedela, da je mir sploh mogoč. Živela sem v jeznem družinskem okolju z neprestanim prepiranjem in besnenjem, z veliko mero greha, zlobe in zlorab. Ko sem odraščala, je bilo vse to zakoreninjeno v meni, strah. Tako nisem imela niti najmanjše ideje, kaj je mir. Tako mi je Bog naklonil sedanjega moža, kajti ko sem bila poročena s prvim moškim, Bog lahko sliši vaše molitve. Ko sem bila poročena s prvim moškim, sem ob njem ležala v postelji in molila. Bog, prosim te, nakloni mi nekoga v življenju, ki me bo zares ljubil in me bo peljal v cerkev. To je bila moja molitev. Prosim, Bog, nakloni mi nekoga, ki me bo zares ljubil. Ko sem se poročila z njim, sem vedela, da ne bo šlo. Vendar sem bila tako obupana. In ljudje v obupu počnejo zares neumne stvari. To se je dogajalo leta in leta. Vsako leto sem postala malo boljša. Vendar je David že leta čvrsto zasidran v Bogu. To ne pomeni, da se z mano ni soočal, to ne pomeni, da nisva nikoli govorila o mojem obnašanju. Vendar on je bil srečen. Tudi če je bil ob meni. On ni dopustil, da bi mu jaz ukradla njegovo veselje. Bil je poln miru, odpuščal mi je.
Bil je čudovit zgled. Pravzaprav me je on napravil lačno in žejno po tem, kar je imel on sam. Ali ne pravi svetopismo, da ste vi sol sveta? Dovolite, da vas nekaj vprašam, a napravite koga žejnega po tem, kar imate? Ali vas kdo gleda in pravi, lepo bi bilo biti, kakor tale? Nisem niti vedela, da je takšno življenje sploh mogoče. Kakorkoli, natresla sem vam nekaj stvari, da lahko o tem sodite. Včasih morate biti pripravljeni, da trpite zaradi nekaterih stvari, za kar za vas sicer ne bo prijetno, vendar pa to odrešuje in ozdravlja drugo osebo. Mislim, da bi morali samo iti naprej. Če smo čisto odkriti, se vse prevečkrat ukvarjamo s tem, kaj bomo dobili od nekoga. Ali če nas neka stvar ali oseba nam napravi ugodje ali ne. Mogoče bi morali kar prenehati s to molitvijo, da bi se dali Bogu na razpolago, če tega zares ne želimo uresničiti. Da, nadaljevala bom. Poslal me je, da ozdravim zlomljena srca, da oznanim jetnikom prostost za fizično in duhovno suženjstvo, da odprem vrata ječe in oči tem, ki so v vezeh. Zares čudovit citat. Da oznanim leto Gospodove milosti, njegove naklonjenosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse, ki žalujejo. Veste, da je dan Gospodove milosti prav današnji dan. Ta dan je tisti dan, ko lahko začnete zdraviti svoje življenje. To je dan, ko ste lahko odrešeni. To je dan, ko se vas Bog lahko dotakne. To je dan, ko se lahko v svojem življenju popolnoma spreobrnete. Ni potrebno, da je to jutri. To je lahko danes. Jezus ni velik, ker bo velik, ampak ker je bil velik, ampak on je velik. Amen. On je danes tukaj za vas. Še boljša novica je v tem, da ne boste nikoli sposobni zaslužiti si česa takšnega, karkoli Jezus lahko stori za vas. In tudi jaz ne. Zato se moramo naučiti sprejemati kot majhni otroci in biti zelo, zelo hvaležni, da nas Bog ljubi. Velika tolažba in veselje je za tiste, ki žalujejo na Sionu. Izaija 61, 3. vrstica. Da se obrnem žalujočim na Sionu. Ali je kdo tukaj, ki je že za celo življenje dovolj žaloval in ste sedaj pripravljeni na malo veselja? Da jim dam venec namesto pepela. Aleluja. Lepoto namesto pepela. To pomeni, da lahko vzamete svoje izgorelo, izničeno življenje in ga prinesete k Jezusu. On ga bo vzel. In vam bom namesto te zmede dal nekaj lepega, nekaj čudovitega. Dajte, no. Vendar naj vam sedaj povem nekaj pomembnega. To je tudi ključ. Lepo je brati svetopismo na podoben način, reči, seveda si želim lepoto namesto pepela. Vendar pa se morate najprej odpovedati svojemu pepelu, da si pridobite lepoto. No, kaj pa misliš zdaj s tem? No, odpovedati se morate žalosti, grenkobi, maščevalnosti, besnosti, slabim razvadam, samopomilovanju, biti negativen. Odpovedati se moramo pasivnemu duhu lenobe, da bi bili kot nekdo, ki nepreslano poseda okrog in se želi, da vse drugi storijo zanj. Dajte, no, vse to se je dogajalo v mojem življenju, vse do najmanjše podrobnosti. Nisem niti vedela, da je lepota na razpolago. Tudi potem, ko sem to ugotovila, še vedno nisem bila pripravljena se odpovedati svojemu pepelu. Veste, včasih smo nekako tako, da nam je kar všeč, pa če tudi je tako neumno. Posedamo okrog in se ves dan smilimo sami sebi. Tem stvarem se morate odpovedati, to ne bo prineslo nič dobrega. Če zares hočete imeti lepo življenje, je prva stvar v tem, da odpustite vsakemu, ki vas je ranil, in to popolnoma. Vsako najmanjšo stvar odpustite. Res je to, da kar so vam storili ni prav, vendar jih ne morete
raniti tako, da jih sovražite. S tem samo še bolj ranite sami sebe in to je hudiču v zabavo. Kar naprej ranite sebe, ne pa njih. To ni fer. Res je to, kar nam ljudje storijo, ni prav. Vendar v Božji besedi je začrtana odličnejša pot. Bog je rekel, jaz bom prinesel pravičnost. To pa pomeni, da je lahko samo Bog tisti, ki napačne stvari lahko uporabi za dobre. Bog bo to tudi storil, vendar pa ne morete obdržati več svojega pepela. Do tukaj smo danes prišli. Ali ste pripravljeni, da popolnoma odpustite? Poskušal sem in tako sem se počutil. Odpuščanje ni občutek, ni čustvo. Odpuščanje je odločitev, ki jo vi napravite o tem, kako boste ravnali z ljudmi in kako boste o njih govorili in da boste za njih molili. Vi se ne morete kar potegniti svojo notranjo vsakeč, ko vidite nekoga, ki vas je ranil in vas prizadel. To ne pomeni, da jim ne morete odpustiti in jih imeti radi. Tudi ljubezen ni občutek, ljubezen je odločitev. Ne nočemo moliti za naše sovražnike, da bi bili blagoslovljeni, vendar Bog nam to naroča. Nekaj čudovitega je v tem. Mislim, Bogu sem celo govorila, veš, da bom molila zanje, da bi bili blagoslovljeni, vendar če sem čisto odkrita, niti nočem, da bi jih ti blagoslovil. Ni se nam treba igrati igric z Bogom, on vse ve. Veš, nekoliko strah me, če bom molil, boš mogoče uslišal mojo molitev. Jaz pa nočem, da bi bili oni blagoslovljeni, ampak bom to vseeno storila, ker ti hočem biti pokorna. Veste, da bi Bog lahko odgovoril, ni se ti treba nič tega bati, najprej bom blagoslovil s tem, da jim bom nekaj razodel. To ni tako, da molite za svoje sovražnike, da bi dobili novo hišo ali nov avto. Ko začnemo moliti za svoje sovražnike, to pomeni, da Bog lahko odpre njihove oči, da zares vidijo, kaj pravzaprav delajo. Vidite, tu je ta stvar. Če ranite ljudi to tudi boli. Moj oče je bil tako zmeden in vedel je, da je nekaj narobe, ker me je spolno zlorabljal. Povem vam resnico. Spominjam se dneva, ko me je oče tako gledal. Bila sem stara že kakšnih 60 let, on pa je že več kot 80 in se še mi ni nikoli opravičil. Končno se je pripravil do tega in rekel, nisem si niti mislil, da te bo to, kar sem ti storil, tako prizadelo. Mislim, da ljudje tega sploh ne dojamejo. Na televiziji je videl nekaj oddaj o spolni zlorabi in je prejel razodetje, kaj je on sam storil, vendar pa ni imel predtem dobene ideje, ni vedel, da je to narobe, vedel je, da je to sebično, vendar pa ni vedel, da bo to imelo dolgotrajne posledice v mojem življenju. Veliko ljudi, ki nas prizadene, delujejo iz svoje lastne bolečine in ne vedo, kaj zares delajo. Končati moramo s tem, da se kar naprej jezimo nanje in se raje veselimo tega, da Bog lahko uporabi vsako stvar v našem življenju in iz tega naredi nekaj dobrega. Amen. Kako čudovito, veselo sporočilo je ta novica o Jezusu Kristusu. To je dobra novica, veselo sporočilo, evangelij. Gospodov duh je nad menoj, da vam oznanim veselo sporočilo, da v vašem življenju ni ničesar, kar bi vas ranilo in česar Jezus ne bi mogel zdraviti. On nam daje lepoto namesto pepela, olje veselja namesto žalovanja, ogrinjalo zahvalnico namesto potrtega in obteženega duha. Imenovali se bodo hrasti pravičnosti. Gospodov nasad zelo visokih, mogočnih veličastnih dreves za njegovo poveličanje. Ti bodo pravični v Gospodu in tako bo on poveličan. Torej, Bog hoče vzeti nas iz tega nereda, da ne bi bili popolna polomija in zmešnjava in nas napravi, da pomagamo drugim ljudem in tako ga vsakim svojim dihom slavimo. Sedaj vam bom govorila o tem, da vam hudič lahko povrne. Tega vračila on ne mara. Poglejmo vrstico 7 in 8. Namesto vaše dvojne sramote in zaničevanja se bodo veselili in bodo razglašali ljudje svoj dvojni delež.
Namesto zaničevanja in graja se bodo veselili svoje deželi in podredovali dvojni delež tega, kar so izgubili. O, moj Bog! In njihovo veselje bo večno. Veste, nekaterim stvarem sem se odpovedala. Nikoli nisem bila zares otrok, vendar mislim, da je tudi to bilo dobro. Glede na Božjo besedo imam sedaj dvojno, kar bi imela, če bi živela normalno življenje. Ne posedate okrog in ne žalujte za tem, česar nikoli niste imeli, da niste imeli normalnega življenja. Dajte stvari Bogu, dajte mu svoje zlomljeno življenje, dajte mu svojo bolečino, svoje slabosti, vse izgubljene priložnosti, vse, kar imate, dajte mu svoje slabe navade in dopustite, da vam povrne dvojno za to, kar ste izgubili. Končali boste tako, da boste imeli boljši delež, kot bi ga imeli, če bi bil prvi načrt že uspešen. Mislim, če zares to razumemo, kako bi lahko bili kaj drugega, kot da smo navdušeni nad Bogom. Veste kaj? Nikoli me ne boste prepričali, da so moje besede neresnične. Tu ni samo skupek in sestanek zanesenjakov, ki bi se za koga zavzemali. To se je zgodilo meni. In videla sem, da se tudi mnogim drugim to dogaja. David je povedal svojo zgodbo o svojem očetu, ki je bil alkoholik in ni bil nikoli tam zaradi njih ali da bi se z njimi igral. On se je ves čas skrival v kleti in popival. V starih časih so imeli še kleti. In poleg je bila peč na premog in v kleteh je bilo hladno. Potem, ko jih niso več uporabljali, so to bili prazni umazani prostori. Tam je njegov oče skrival svoje steklenice vina, prostor je bil poln praznih steklenic. Vendar David je imel zelo dobro v Bogu zakoreninjeno mater. Tudi sam je bil Božji človek. Bil je pri vojakih. Hotel je pomagati drugim in je molil za ženo, ki bi potrebovala pomoč. Takšna sva bila in zdaj smo tukaj. Lahko bi bila oba zmedena in bedna človeka. On bi lahko bil zagrenjen, ker je imel alkoholika za očeta, lahko bi postal poln sovraštva, lahko bi vse življenje sovražil vse ljudi. Jaz bi lahko bila prostitutka ali ne vem kaj, vendar Bog. Dajte no, ampak Bog. Želim, da danes za 5 minut na kratko preletite v svojem spominu, kaj bi lahko bili. Jaz bi se lahko našemila, se poslikala in noben ne bi niti vedel, ko bi šla v cerkev. Vendar, dragi, vi ne bi hoteli imeti nobenega stika z mano. Kot sem rekla, lahko se lepo oblečemo, se našminkamo, gremo v službo ali v cerkev ali trgovino. Vendar, ko pridete blizu ljudi, je to tisti del, ko veliko zmedenih ljudi okameni pred domačim, iskrenim, osebnim odnosom. Strah jih je, da bo nekdo odkril, kdo so. 8. vrstica, kajti jaz, Gospod, ljubim pravico. Ena izmed najljubših značilnosti Boga je, da je vedno pravičen. Življenje ni fair, vendar Bog je pravičen. Amen. Ne verjamem, da bi Bog hotel, da bi bili ranjeni in da ne bi ozdraveli. Mislim, da Bog hoče, da napravimo tretji korak in pomagamo ozdraveti tudi drugim ljudem. Če zares hočete pomagati drugim ljudem in če zares hočete razjeziti hudiča in mu povrniti za vse, kar vam je hudega storil v življenju, recite, jaz ne bom vse življenje živel v ranah. Sprejel bom ozdravljenje, ne bom se tukaj ostavil, ne bom samo posedal okrog in se veselil svojega dobrega občutka ozdravljenja. Svoje življenje bom posvetil temu, da bom pomagal še drugim ljudem. Kajti zavedam se, kar je Bog storil zame, lahko tudi jaz storim za koga drugega. Veste, da lahko vi končate generacijsko opustošenje. Če ste vi tisti, ki bo v svojem življenju prevzel Kristusovo krvno sodstvo in bo rekel, ta nered, ki je name prešel od mojih staršev, od mojih prastaršev, tega ne bom posredoval svojim otrokom. Ne posredujte tega naprej. Čustveno nezdravi ljudje so bili ranjeni v svojih dušah in niso nikoli prav ozdraveli. Kakšna je pot ozdravljenja? Napisala sem nekaj korakov. Prvič, verujte, da Bog lahko spremeni v dobro karkoli, kar se vam je zgodilo. To je prva stvar, ki jo morate verjeti. Ni pomembno, kaj se je zgodilo, kajti Bog zmore storiti iz tega nekaj dobrega. Če bi jaz bila na vašem mestu, bi živela s to vero vsak dan. Drugič, popolno odpoščanje. Tretjič, prenovite svoj Če so vas zares hudo prizadeli, vam lahko obljubim, da ne
ne veste, kako prav misliti. Oprostite, vendar tega pač ne morete. Ne poskušajte, ne bodite zdaj užaljeni. Ne morem vam povedati, koliko ljudi je, ki ljubijo Boga, pa vendar je njihov tako zmeden. Njihov je zmeden in verjamejo lažem, ki jim jih je hudič povedal. Ti ne boš nikoli prišel iz tega, iz tebe ne bo nič dobrega, ti si porabljeno blago. Toliko let svojega življenja sem preživela tako, da sem se odzivala na stvari zaradi sramu. Ni me bilo sram tega, kar mi je moj oče storil, ampak mi je bilo sram, da je on to napravil. Neprestano se v moji glavi odvijal en sam vers. Kaj je narobe z mano, kot pokvarjena plošča, kaj je narobe z mano, kaj je narobe z mano, pa kaj je narobe z mano, zakaj nisem kot drugi ljudje, kaj je narobe z mano, veste kaj? Nikoli zdaj več ne slišim te pesmi. Ozdravela sem, nikoli več ne slišim te pesmi. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.